sva se naučili? Izguba nadzora, Dobro. vpiti in kričanje, Ja, in najpomembnejše? strast. Tako, zdaj, ko torej poznaš elemente dobrega navijanja, da te slišimo. Jej, Takole boš navijala za mene? Glasneje. jej, Glasneje. jej, Glasneje! jej. Preveč? Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni, zdaj ko spoznala sem prijatelje. Moj mali poni, je čaroben svet in lep je vsak dan. Avanture, Zabavaj se, naše srce, prijateljstvo, ljubeznivost, čarovnija. Prijatelji, zavedno smo ti si moj mali poni in vsi verjamemo v prijateljstvo. jej. In zdaj, prva stopnja moje točke. Druga stopnja. Tako se dela. Pojdimo, tretja stopnja. Zvočna mavrica. Še zadnja. Hvala, da ste mi pomagali pospraviti vse te knjige. Bil je študijsko naporen vikend. Maurica, zažigaš. Je moje navijanje naredilo to? Opravičujem se za to, dame. Precej neprepričljiv nastop. Pravzaprav ni bilo tako slabo. Še posebej mi je bilo všeč, ko si zavrtela oblake. Ne govorim o svojem nastopu, govorim o tvojem. Neprepričljivo navijanje. O čem se pa vidve prepirata? Se prepirava? Oprosti. Želim si, da bi prišle v Oblačkovo in me videle na tekmovanju za najboljšega mladega letalca. Kaj je to? Tam se zberajo vsi najboljši letalci krilatih konj in predstavljajo svoje stile letenja. Nekateri so hitri. Nekateri elegantni. Gramska strela. Rada bi videla tvoje šopirjenje v tem tekmovanju. Ja, želim si, da bi bile tam. Sončica je odlična podpora, ampak njeno navijanje ni ravno navdušujoče. Rada bi te videla narediti zvočno mavrico. To je, mislim, najboljša stvar na svetu, čeprav je dejansko še nikoli nisem videla, ampak mislim, da je zvočna mavrica. To sploh ne more biti ne najboljše. Kaj je zvočna mavrica? Res moraš več hoditi ven. Zvočna mavrica je legendarna. Ko gre krilati konj kot mavrica tako hitro, prebijanje zvočnega zidu in mavrica istočasno. In edino naša Mavrica jo je do sedaj izvedla. Že zelo dolgo nazaj. Bila sem še konjiček. Ja, ampak saj jo bo še enkrat naredila, kaj ne? Saj se hecaš? Sem najboljša letalka, ki je prišla iz Oblačkovega. Zvočne mavrice bi lahko naredila v spanju. Wow, če boš to izvedla, boš zagotovo osvojila nagrado. Glavna nagrada je preživeti ves dan z letalci, ves dan letenja z mojimi življenjskimi heroji. To bo izpolnitev sanj. Jej. Grem malo počivat. Nočem biti preveč pripravljena, saj veste. Ti pa po drugi strani še kar vadi. Potrebujem navijaško podporo, ki se ujema z mojim spektakularnim nastopom. Že 100-krat je vadila ta manever, pa ga še niti enkrat ni naredila do konca. Ne vem, če lahko dovolj glasen navijam, da ji pomagam. No, bolje, da pospravimo ta nered. Že spet. Daj že! Poiščil Rok, ki bo nas, nekrilate punje, odpeljal na Oblačkovo. Nisi videla, kako je nervozna? Nervozna? Se ti je čisto zmešalo? Trobila je glasbene kot pihalni oddelek orkestra. Prosim, dovolj modnih revij sem že dala skozi, da vem, da je koga strah nastopa. Najti moramo način, da bomo lahko tam zanjo, no nadaljuj!
Kako naj v tem neredu najdem urok za letenje? Urok za letenje? Sekunda. Stran 27. Kako si to naredila? Pristalo mi je na obrazu, ko me je Maurica vrgla v police. Tukaj je. Urok, ki zemeljskim ponijem omogoča letenje 3 dni. Videti je zelo zapleten. Ne vem, če ga bom znala. Moraš poizkusiti. Prav, ampak kdo se javi, da bo poskusni zajček? Jaz se, za Maurico, grem prva. Poskusimo. Mislim, da je delovalo. Moraš se naučiti biti odločna, Sončica. Ne boj se zavzeti za stvar. Glej, kaj pa imamo tukaj? Naša stara prijateljica, Padalka! So te vrgli iz kake letalske šole? Niso me vrgli ven. Sprijazni se, Padalka! Šole za letenje imajo preveč pravil in premalo počitka zate. Ha! Prašajo po zvočni Maurici! To so samo stare konjske čenče. Nimaš sposobnosti izvesti kaj takega. Samo trenutek, poskušam biti bolj odločna. Kakorkoli, Maurica bo izvedla zvočno Maurico. Ne pa ne bo, ker to sploh ne obstaja. Potem pa se prikažite na stadionu in se sama prepričata. Če ste prosti. Ne skrbi, tam bomo. Se vidimo, Padalka! Si videla to? Bila sem zelo odločna. Fanti imajo prav. Nikoli je ne bo mogla narediti. Ampak Maurica, čeprav zvočne Maurice nisi uspela narediti v 100 poizkusov med vajami, še ne pomeni, da je ne boš zmogla narediti na stadionu, polnim nestrpnih športnih navdušencev. Kaj naj naredim? Vsi bodo videli moj polom. Letalci ne bodo nikoli sprejeli izgube, kakršne sem jaz. Princesa Sonja me bo verjetno izgnala v večni gozd. Uničena sem! Redka, zvočna Maurica je še huje kot le redka. Rubi? Rubi, ti letiš? Vsekakor da. Kaj niso moja krila čudovita? Iskra mi jih je naredila. Obožujem jih. Zakaj takšno presenečenje? Ne moremo naše najljubše letalke pustiti brez glavnih navijačic. Kdo? Ne morem verjeti. Fantastično je. To je tako super. Prišle ste. Seveda. Trenutek. Kako ste to naredile? Samo krilati konji lahko hodijo po oblakih. Precej krasno, kaj? Našla sem urok, ki ti začasno naredi krila, a bilo je prenaporno, da bi ga večkrat ponovila. Našla sem lažji urok, da bomo lahko hodili po oblakih. In prišle smo te spodbujati do zmage. Če sem poštena, sem za čisto malo postajala nervozna, a sedaj, ko ste vi tu, se počutim mnogo bolje. Hej, nekaj časa je še do tekmovanja. Naj vam Sončico razkaževa Oblačkovo? Ja, to bi Oblačkovo bilo sem zelo želela želela videti. čakam. Tukaj je najmenitnejše mesto na nebu. Čudovito. Nekaj najboljših krilatih konj je prišlo iz Oblačkovega. Počakajte me. Ta krila so prekrasna. Ja, hvala. Pazljivo s temi krili, Rubi. So iz nežne tkanine in jutranje rose in so zelo krka. Ne skrbi, Iskra. Mislim, da se ne bodo zdravile od preveč pozornosti. Če smo že tukaj, bi vsekakor rada videla, kje se dela vreme. Super ideja! Pridite, dekleta, v tovarno vremena! Tukaj izdelujejo snežinke. Vsaka je narejena lastnokopitno. Gre za zelo občutljiv postopek. Snežinke. Od tukaj so videti še lepše. Čakaj,
preden Ruby uniči zimo in povzroči sušo. In tukaj izdelujem mavrice. Peče! Ja, mavrice niso ravno znane po okusu. Wow, kje si dobila ta čudovita krila? Hočem jih. Ja, to bi si lahko mislila. Oh, hej, glej, spet je padalka. Ja, glejo. Padalko. Ruby, zakaj pa govori s temi fanti? Samo moja krila so občudovali Maurica. Ja, morala bi pozabiti na točno Maurico in si raje nabaviti takšna krila. Pridite, dekleta, pojdimo pogledat, kako se delajo oblaki. Ne poslušaj jih, na tekmovanju boš zagotovo prva. Se hecaš? Ne morem narediti zvočne mavrice s temi dolgočasnimi, navadnimi starimi krili. Pogubljena sem. Kaj, te stare stvarce? Kar dajmo puni, fotografije so zaželene. Ruby, Maurici bi morali pomagati, da se sprosti, se spomniš? Spravi krila in se nehaj postavljati. Kako lahko rečeš, naj spravim pa polno? Maurica, si dobro? Nisi videti najbolje. Seveda, zakaj ne bi bila dobro? Vsi so tako zagledani v Rubina krila, da sploh ne bodo opazili, ko bom povsem zavozila v tekmovanju za najboljšega mladega letalca. Hej, odlična ideja! Prijaviti bi se morala na tekmovanje. Ja, cel dan bi te lahko gledal. Prav zares ni punja, ki bi krila lahko nosil tako dobro kot jaz. Morda bi morala tekmovati? Kaj? Kaj bom naredila? Zdaj res ne bom zmagala na tekmovanju. Pripravila sem zanimivo točko. No, ne skrbi, odličen boš. Malce bo trajalo. Konjički in žreveta, prosim ostanite, da skupaj pozdravimo našo ljubljeno princeso Sonjo! Pozdravite naše slavne sodnike v tekmovanju za najboljšega mladega letalca! Letalce! In zdaj, poglejmo, kdo bo letos osvojil nagrado za najboljšega mladega letalca! Prav tekmovalec številka 1 na vrsti si. Tako številka 2, pojdi. Dajmo, nimam cel dan časa. Tebi govori? To sem najbrž jaz. Prav številka 4, čas da greš. Jaz sem številka 4 in potrebujem samo še eno mačkino minutko. Bodi zlato in pošli kakega ponija pred mano. Glej, vseeno mi je, kdo gre, a nekdo mora iti ven. Pa dajmo! Kaj ne naredim? Sedem mi je všeč. 15 zaporednih vrtečih obratov že ni preprosto. Moja favoritka je številka 10. Videti je bila tako prijazen poni. Kako da še nismo videli ne Maurice, ne Ruby? Tekmovanje je že pri koncu. Številka 15, pojdimo! Ruby je pripravljena. Gleda, dami, ne vem, kaj naj vam rečem. Časa imamo samo še za eno točko. Če želite obe tekmovati, boste morali iti skupaj. No, Maurica, greva? In zdaj, naša zadnja tekmovalka dneva. Tekmovalka številka 15. In očitno še številka 4. Ja! Čakamo!
Odlično, draga Maurica, daj vse od sebe. Upam, da nimaš nič proti, ampak malce sem spremenila najino glasbo. Tisti rock'n'roll se ne ujema z mojimi krili. Daj, Maurica, uspelo ti bo, samo spomni se točke. Prva stopnja. Ja, bravo! Hej, glej, spet je pa davka. Čas za drugo stopnjo. Glejte, druga stopnja igre. In zdaj, moj veliki final. Odletela bom proti soncu in s svojimi čudovitimi krili razsvetlila celotno oblačkova. Še leta bodo govorili o tem. To je moja zadnja priložnost, da obrnem igro. Tretja stopnja. Zvočna Maurica. Krila, ne izneverite se mi. Poglejte me, Koničkova, ker jaz sem Ruby. O ne, njena krila so izpuhtela v zrak. Zdrži, Ruby, prihajam! Ne morem gledati. Zvočna Maurica, uspelo je, uspelo je. Zvočna Maurica! Uspelo mi je! Uspelo! Vsekakor ja. Hvala, Maurica. Rešila si mi življenje. O ja, tudi to! Najboljši dan vseh časov! Vsem bi se rada opravičila, ker so mi moja prelepa krila tako odnesla. Očitno sem izgubila glavo. Je že v redu, Ne skrbi glede tega. Žal mi je, da sem bila tako brezbrižna, da sem v tekmovanju skočila v zadnjem trenutku, medtem ko si ti tako dolgo trenirala za zmago. Mi boš sploh lahko odpustila. O, je že v redu. Vse se je dobro izteklo, kaj ne? Želim si le, da bi spoznala letalce, ko so bili še budni. Ti si torej poni, ki nam je rešil življenje. Želeli smo te spoznati in reči hvala. Princesa? Pozdravljena večerna Iskra in vse tvoje prijateljice prav tako. Princesa Sonja, žal mi je, da sem uničila tekmovanje. Naša Maurica je zares najboljša letalka v Koničkovem. Vem, da je, draga moja. Zato za njen neverjeten pogum in spektakularno sonično Maurico veliko nagrado za najboljšega mladega letalca letošnjega leta predajam gospodični Maurici. Bravo! No, Iskra, si se iz te izkušnje naučila česa v prijateljstvu? Sem princesa. A mislim, da se je Ruby naučila več od mene. Zares sem se. Naučila sem se, kako pomembno je ostati skopiti na tleh in stati prijateljem ob strani. Odlično, dobro opravljeno, Ruby. Res najboljši dan vseh časov!
Padavka. Maurica! Oprosti. Maurica, radi bi ti čestitali za zmago na tekmovanju. Zvočna Maurica je bila veličastna! Hvala, fantje. Res nam je žal, kako smo se obnašali do tebe. Je že v redu, ne skrbite. Hej, bi se družila z nami. Mogoče bi nam lahko pokazala, kako si naredila ta neverjetni trik. Oprostite, fantje. Ampak že imam načrte.